in pa to, kar je gospod Pavlič omenil, imamo osnovo, da se informacijsko posodobimo napeljava optičnih kablov, kar je pravzaprav nuja. Je pa res, da smo imeli tu malo nesreče z investitorjem, kajti sami veste, da je podjetje T2 v dokaj čudni, nezavidljivi situaciji in jaz moram povedati, da se že 3-4 mesece nihče več sploh ne oglasi. Nekaj časa smo se še pogovarjali, spodbujali, da bi prišlo čim prej do realizacije tistega zastavljenega, ampak očitno je tam so v nekem krču in nikakor ne uspe steči to investiranje v to prepotrebno infrastrukturo. Če še samo omenim izmed temi stvarmi, ki so manj materialnega, pa bolj duševnega pomena, jaz sem izjemno ponosen, da smo sodelovali pri izdaji ene knjige z naslovom Ozkotirna železniška proga Poljčane-Konjice-Zreče, to je bilo v lanskem letu, in pa v letošnjem letu ponatis faksimile knjige Konjiška dekanija iz leta 1909, kar je tudi bil svojevrsten dosežek, prav tisto, kot temu rečemo, hrana za dušo. Mimogrede, jaz vas ne bom moril za temi investicijami, ki so jih je kar cel seznam. Ob strani so zloženke, ki bodo šle na pošto čez kak dan ali dva. Tam je pravzaprav marsikaj od tega tudi navedeno, vsaj v kratki obliki. Ja, zelo kratki obliki. Rad bi se bolj ustavil na tem, kakšne so usmeritve ali pa prioritete moje kot kandidata za župana in pa seveda, če hočeš neke projekte, neko vizijo speljati, potem rabiš tudi podporo v občinskem svetu. Zato se mi zdi izjemno pomembno, da imamo dovolj sedežev v občinskem svetu zasedenih in še bolj kot to, pa da na teh sedežih sedijo ljudje, ki vedo, o čem se pogovarjamo in da lahko podprejo to vizijo. Mimogrede, malo sem pogledal okrog in vmes sem opazil tamle gospoda podžupana, ki mi je bil v teh 3 letih in pol v izjemno podporo in nekako smo se tudi za stranko SDS našli pri podpori meni kot županskemu kandidatu. Istočasno pa je to podporo javno izrazila tudi stranka Desus. Tako da se nekoliko lažje pogovarjamo ali pa bolj si lahko pomirjen pred dogodki naslednjih dni. Glede ostalih podpor tistih strank, ki nimajo svojih kandidatov, nimajo svojega županskega kandidata, pa dejansko se pravzaprav niti nismo kaj dosti pogovarjali, vsaj konkretno ne. Poglejte, vsekakor danes smo odprli en most pa eno cesto, še vedno ostaja velikanska potreba, predvsem v odmaknjenih krajih naše občine, da te lokalne ceste in pa tudi javne poti posodobimo in jih spravimo v stanje, ki omogoča, da se tudi prebivalci teh odmaknjenih krajev vozijo po enih takih normalnih cestah. In mi smo že od leta 2007 je uprava pripravljala oziroma pripravlja pregled stanja na lokalnih cestah in na osnovi tega smo potem določili prioritete za obnovo, govorim samo o lokalnih cestah, kajti posamezne krajevne skupnosti imajo svoje programe, po katerih obnavljajo javne poti. In mi imamo tule navedenih 6 odsekov, to je Golič-Pobrež, Zbelovo-Jernej, Perovec-Brezje, Konjice-Zreče, Soje-Kamna Gora in pa en odsek v Zbelovski gori, skupaj krepko čez 12 kilometrov, ki jih nameravamo v kratkem v letu oziroma 2 obnoviti. To so tiste najbolj potrebne ceste, ki kar kličejo po obnovi.
Seveda, prej sem enkrat omenil dinamiko financiranja obnov državnih cest in tu nam je ostalo nerealizirano križišče na Dobrnežu, to je odcep za Golič. Imamo pa tudi že projekte za levi zavijalec na Zečah in pa v Novem Tepanju in pa načrtujemo gradnjo kolesarske steze med Ločami in Zbelovim in to kar po trasi nekdanje železniške proge, ker je tam še najmanj zapletov z lastništvom, namreč samo 2 parcelni številki sta, še to sta obe občinski. Pripravljena je pa tudi dokumentacija za nadaljevanje gradnje steze v smeri Tepanje Spodnje Grošovje. Ko sem že pri Tepanju, pogodba med DRSC-jem in izvajalcem del je podpisana 5 mesecev, ampak je zaradi trenutne situacije državnega proračuna je pač neke vrste vse nezačete investicije so zamrznjene. Nekako smo pa iz tedna v teden dobivali informacije, da se bo gradnja vsak čas pričela. Jaz se pa bojim, da bo prej kak mraz pritisnil ali pa kak sneg padel, preden bomo prišli do realizacije, do gradnje te ceste. Skušal bom čim bolj skrajšati, mogoče samo omenim, da smo pri izkoriščenosti tele stavbe v soseščini bivšega doma teritorialnih enot pripravili skupaj z Ministrstvom za javno upravo projekt obnove in pa tudi na nek način so bila sredstva tudi že planirana za leto 2010, vendar sodi isto v tisti drug paket, tam, ker se je vse skupaj malo zamaknilo. Zato računamo, da bomo v letu ali pa 2 prišli do te obnove stavbe, ureditve poslovnih prostorov za državne službe, ki so danes razmetane po mestu naokrog in na ta način dobili tukaj v Starem trgu upravni center, tako da bi to bil na nek način prispevek države, da se bo v trgu še kaj dogajalo. Pri dobivanju sredstev Evropske unije se že nekaj časa, ne bom rekel mučimo, trudimo pridobiti odločbo Ministrstva za okolje in prostor oziroma službe vlade Republike Slovenije za lokalno politiko in regionalni razvoj. Govorim o projektu gradnje centralne čistilne naprave v Konjicah za 14.500 enot in pa na to je vezano približno 9,6 km primarnih povezovalnih kanalizacijskih cevi in projektantska ocena tega je nekaj več kot 10 milijonov evrov. Od tega bi naj lokalna skupnost zagotovila 10%, vse ostalo je stvar državnega oziroma evropskega proračuna. Seveda pa je potrebno hkrati s tem pripravljati tudi dokumentacijo za gradnjo ali pa za reševanje problematike čiščenja odpadne vode tudi v ostalih krajih, kot so Loče, Žiče, Zbelovo, Draža vas. In mi smo trenutno v tej fazi, da pripravljamo razpis za izbiro izvajalca gradbenih del. Računam pa, da bomo v teh nekaj mesecih, koliko še tega leta ostane, tudi to odločbo končno dobili. Nekaj podobnega je na področju oskrbe s pitno vodo, zato sem prej toliko bolj hrabro lahko govoril o dinamiki, s katero bi dokaj hitro prišli do stanja, da ne bomo več imeli takšnih izgub na vodovodnem sistemu. Tudi tu na sistemu pitne vode je predvideno 4 novi vodohrani z povezovalnimi cevovodi, kar je zopet nadaljnjih majčkeno manj kot 10 milijonov evrov in podobna finančna konstrukcija kot pri čiščenju odpadne vode. V eno to področje ravnanja z odpadki pa je še vedno rak rana, država še vedno ne ve, kam bi nas uvrstili. Saj vidite, mi smo dejansko v Savinjski statistični regiji, Porečje smo Drava, Škofija smo Maribor, tako da nas mečejo levo in desno, kakorkoli v
posodabljanju je v kratkem se bodo dela pričela na sedanji sortirni liniji na Centru za ravnanje z odpadki in to bo pomenilo, da bomo mi prišli do stanja, ko bomo sami znali ločiti 2/3 sedaj zbranih odpadkov in samo 1/3 je pa tistih približno 2000 ton letno, ki jih bo pa potrebno odložiti tako ali drugače, na tem ali drugem odlagališču. Mogoče bi še na kratko omenil, verjetno ste opazili, da smo v letošnjem letu pristopili z eno akcijo zamenjavi svetil na javni razsvetljavi in samo s tem, kar smo leto zamenjali, računamo, da bomo prihranili približno 40% sredstev, ki jih letno namenja občinski proračun za tokovino in pa za vzdrževanje javne razsvetljave. Za ilustracijo, ta znesek je v letu 2010 170 oziroma s tistimi 20 000 dodanimi za investicije 190 000 evrov. S tem danjem pa že nekaj narediš, ne samo, da si svetimo, pa še onesnažujemo, kako temu rečejo, noči, da ne morejo več zvezd gledati. Ampak dejstvo je, da je potrebno to korenito pristopiti ali drugače. Na Liptovski ulici v Konjicah so bile te stare luči, ki je vsaka pokurila, vsaka je imela moč 800 vatov, danes je pa 90 vatna, sveti pa vsaj tak ali pa če ne boljši. Lotili smo se tudi ene zadeve, danes bi naj pričeli z gradnjo že oziroma zamenjavo strehe na športni dvorani, namreč še v letošnjem letu bomo postavili 2 elektrarni za izkoriščanje sončne energije, se pravi sončne elektrarni, in to je na osnovni šoli ob Dravini, na telovadnici in pa na športni dvorani bo podjetje Bisol postavilo te svoje kolektorje. V zameno bodo pa namesto najemnine z teh streh bodo pa zamenjali tudi kritino na dvorani, ki pa trenutno še vedno spušča. Na področju predšolske vzgoje in pa izobraževanja smo v tem trenutku nekako zaradi vseh tistih investicij, ki smo jih imeli, ne pozabiti, da je v teh 4 letih obnovljena telovadnica osnovne šole ob Dravini, zgrajen atletski športni park, obnovljena osnovna šola v Žičah, da se o Loški sploh ne pogovarjamo, tisti je 2,7 milijona evrov, ko jih tudi proračun ne spravi kar tak skupaj. Smo na področju vrtcev nekoliko zaspali, kljub temu, da je v Tepanju nov vrtec in da imamo enega prvega zasebni vrtec v Konjicah. In tu smo že nekako na vodnem sestanku z vodstvom vrtca ugotovili, da je potrebno v kratkem pripraviti strategijo razvoja vrtcev in potem prioritetno reševati en vrtec v Konjicah, enega pa v Ločah. Tako sem jaz nekako na kratko prišel skozi, seveda nemogoče je, jaz bi lahko govoril tu 3 ure. Mogoče še samo to, da je pa potrebno ne samo investicije, da je potrebno še razmišljati, tako kot smo prej govorili o tistih izdaji kakšne knjige, da se ozremo nazaj in v to črpamo moč za naprej. Mimogrede napovedujem za februar naslednje leto izdajo monografije o življenju in delu profesorice Zdenke Serajnik. To je nekako v tej usmeritvi, da sami sebe moramo najti, poiskati tiste stvari iz preteklosti, da ne grejo v pozabo. Dosti povabil k tej naši predstavitvi našo svetnico, trenutno svetnico Marijo Sodinovo, ki je bila oziroma je v tem mandatnem obdobju predsednica odbora za družbene dejavnosti, sicer pa pomočnica ravnatelja na ekonomski šoli v Celju, Staneta Frima kot vodjo
svetniške skupine.